volitve za predstavnika zainteresirane javnosti v svetu Zavoda Mosovna. Volitve 6 kandidatov, ki se potegujejo za dve mesti v svetu Zavoda. Ta predstavnika bosta predstavnika krav javnosti, spravi vseh vas, ki vas zanima Mostovna. Na začetku se bo predstavljali vse kandidat, povedal par besed, zakaj kandidira, kaj je obljublja, kaj se bo zavzemal. In potem bomo speljali volitve, ki bo trajali do 18. ure. Po končanemu glasovanju komisija prešteje in razglasi rezultate. Tudi jaz bi povabil zdaj prvo. Zanima se, koliko časa bojo bili kandidati oziroma izvoljeni člani sveta? Mandat teh predstavnikov je 2 let, se pravi do leta 2008. Prvo vprašanje. Glasujemo tako, da imam vsak en glas in 2 glasa? Ja, to sem zdaj povedal. Se na listko piše, vsak obhodi samo enega kandidata, se pravi številko pred imenom kandidata. Zdaj bi prosil... Ali se to svet zavoda odločil, tako ali piše statutu zavoda? Pravilnik o volitvah in volitvi predstavnikov zainteresirane javnosti. Sem Matej Beltram, letnik 76, po izobrazbi imam diplomiran ekonomist, zaposlen sem na novi KBM. Pri Mostovni sodelujem že od njenega začetka, odkar je odprla vrata. Tako da jo poznam skoraj v mezincu. Zadnje leto sem sicer malčko odsoten tle, ker imam doma zaskrbelo družino. Mi je pa interes biti prisoten pri tem dogajanju še naprej. Sem Tadej Stolič, živim že 22 let v Novi Gorici. Študiram muzikologijo v Stari Gorici. Kaj sem do zdaj počel na Mostovni? Začel sem prav kot mulj z nastavnimi delami, to se pravi, sem čistil, sem pobiral stopnino, delal za šankom še dan danes, različne večere sem organiziral in v teh par letih sem se seznanil z vso problematiko, ki obstaja na Mostovnem. In sem tudi dobil neke vizije, kaj bi bilo dobro, kaj bi bilo potrebno izboljšati za delovanje Mostovne. Sem Jan Černic Terbežan, letnik 87, doma iz Rožne doline. Zaključujem 4. letnik Splošne gimnazije v Novi Gorici in trenutno me matura stiska za mehke predele. Ukvarjam se predvsem z glasbo, občasno tudi športom. Igral sem že v nekaj lokalnih bendih in drugače me edini konjiček še Mostovna. Čau, sem Suzana Uršič, stanujem v Šempetru pri Novi Gorici, sem član in predsednik sveta Zavoda Mosovne. Živijo, jaz sem Andraž. Kandidat številka 2, Klaud Simon, se je žal zaradi službenih obveznosti opravičil. Tako da dosti se ne more sam predstaviti, kako sem povemo, da on je predsednik Mladinskega sveta Nova Gorica in v bistvu deluje na mladinskem področju. Ali veš, kdaj je bila Mostovna odprta za obiskovalce? Prva sezona je bila 2002-2003. Mostovna je bila točna, vem, da decembra, oziroma tam nekje novembra 2001. Novembra ali decembra 2002. Mostovna je bila odprta leta 2002, konec približno. Pred 4 leti, oziroma slabimi 4 leti. Glede na to, da že od vsega začetka sodelujem pri Mostovni, je interes, da Mostovna tudi nekako ostane taka, kakor je do zdaj. Kako bi opisal Mostovno? Kot klub, kot prostor, zbirališče Goričanov, ostalih, ki niso lih najbolj trendovsko usmerjeni,
ki jih zanima malo alternativa, od glasbe do umetniškega izražanja. Mostovna je, kot že samo ime pove, ki nam ponavlja, je po moje zelo domačim besedno povedano, je prostor, na katerem se lahko dogaja vse. Ni meja, je prostor namenjen prav kulturi, ki se ne propagira v medijah, v množičnih medijah, tako da prostor dobijo tiste marginalne kulturniki, ki drugje ne dobijo prostor za predstaviti njihove ideje. Kot prostor z veliko potenciali, ki pa je nažalost premalo izkoriščen. Mostovna dale mile resurse. Podrtija. Vsi, verjetno, ki pogosto zahajajo se s tem, verjetno me poznaste, raznih del, tako pač sem poznan tle. Zdaj, izkušnje moje v mladinskih organizacijah so v bistvu, sem bil član upravnega odbora KGŠ, tako da sem seznanjen, kako pač funkcionira ta stvar. Kolikokrat si obiskal Mostovno v zadnjem letu dni? Ja, zadnje leto dni je bilo najbolj šloh obiskano, tako da verjetno bi kar na prste obeh rok lahko preštel moje obiske. Jaz verjetno ni tedna oziroma ni konec tedna, ki nisem na Mostovni, tako da kolikokrat, verjetno stalno sem tle. Prevečkrat. Lahko bi rekla vsak dan. Točnega števila ne vem, ampak povprečno enkrat na teden. V sodelovanju sem pritegnil tudi skupino mlajših prostovoljcev in sam vidim prihodnost Mostovne ravno v tem, da se v sodelovanju pritegne čim več mladih, torej predvsem dijakov iz novogoriške regije. Kdaj je bila odprta galerija Tir in kdo je njena kustosinja? Galerija Tir je bila odprta konc leta 2005 in kustosinja je ta, spomnim se imena, Pavlin. Imam na koncu jezika. Zdaj se ne bom spomnil. Kustosinja je Vesna. Odprta pa je bila, otvoritev je bilo lani, lansko leto, konec lanskega leta, to se pravi 2005. Januarja 2006, Vesna, ne vem kako se piše. Kustosina galerija Tir je Vesna Pavlin, odprta pa je bila januarja letos. Kustosina je gospodečna Vesna, odprta je bilo pa februarja meseca. V preteklih 2 letih sem bila neposredno ali posredno vključena v naslednjih projektih. Postavitev plezalne stene, izdelava idejnega načrta za zunanjo ureditev kulturnega centra Mostovna, oblikovanje vžigalnikov z logotipom Mostovne, poskrbela sem za zunanji videz DJ mize, ki so vidi tukajle, vodenje in organizacija fotodelavnice, izbor opreme za multimedijski center, organizacija več tematskih večerov glasbenih in filmskih, večkrat sem opremila kafetovno z mojimi fotografijami. Zakaj se nameravaš zavzeti, če boš sprejet v svet zavoda? Moj interes je v tem, da se Mostovna ostane nekakšna alternativa, neka rezervna pot za vsa dogajanja, ki so tu v Gorici. Ne bi se ohranilo nekomercialne dejavnosti tle. To mislim, da mi je glavni motiv. Pač obstajajo določene stvari na Mostovni, ki so še za rešiti, za dokončati. Sedanje vodstvo je stvari pripeljalo do neke meje, do neke točke. Kakor vemo, se bo letos vodstvo menjalo. In treba bo vztrajati, da se še naprej gre to pot. Kar se tiče prireditev, da bi ostale na enakem nivoju, pestrost dogajanja bi bila enaka. Poleg tega, ko sem že prej rekel, obstajajo stvari za dokončati. Okolica Mostovne, to je ena taka stvar, ki se že dolgo ureja, pa še ni nobenega napredka.
vsaj vidne, ostajajo plani, ki jih bo treba počasi uresničiti. Tudi notranjost bi bila že po 3-4 sezonah že potrebna kakšne osvežitve. Upam, da bo lahko prispeval kakšen tak pameten predlog. Kot prvo nalogo, kar sem že povedal prej na predstavitev, je to, da bi hotel privabiti čim več aktivnega prebivalstva. Predvsem vidim pomanjkanje študentske populacije, moje populacije, mojih sovrstnikov, za katere menim, da imajo dosti idej, katerimi tudi govorijo, da je Mostovna nekako zaprta in tako. In v bistvu njih, to populacijo se želim privabiti, ker mislim, da oni so tisti nosilci, ki bi znali zelo dati nek duh tem prostoru. Zato, da se vzpostavi nek pošten kolektiv z resno zastavljenimi cilji, interesi do dela, ki bo tudi seveda primerno honorarno nagrajen, ker ti vemo, da danes brez denarja se ne pride nikamor. Predvsem pa bi rad, da se vzpostavi neka do Mostovne neka želja kot do skupni interes za jo izboljšati in na temelju prostovoljstva. Na Mostovni imam še veliko načrtov, ki so nedokončani, kot oblikovanje zunanjosti recimo. Ne vem, želim nadaljevati to delo in upam, da me bo glasovali v večini zame. Da se ne bo na Mostovni izvajalo samo za potrebe posameznikov, ampak bolj za širši predel. Bom bolj kratek in jedrnat, ker mislim, da kdorkoli tukaj že ve, za koga je. Tako da sem samo nekratko predstavil, da sem tukaj še od samega začetka, poznam samo delovanje Mostovne, ker sem delal skupaj z ostalim v programskem odboru, v raznih projektih, kot je multimedijski center, ostale zadeve. Poleg tega sem delal tudi v mladinskem centru v Nove Gorice, tako da sem seznanjen s problemom mladega prebivalstva. Zdaj prosim, da disciplinirano, eden po eden, hajate sem in sam moramo biti svet naprej, ostali, ki se ne mudi, pa čakajte ostale. Rezultati glasovanja. Kandidat številka 1 Beltran Matej je dobil 11 glasov. Kandidat številka 2 Klaud Simon 12 glasov. Številka 3 Stolič Tadej 27 glasov. Številka 4 Terpižan Černic Jan 56 glasov. Številka 5 Uči Susana 32 glasov. In 6 Dovic Andraž 9 glasov. V svet zavoda ste izvoljena Jančič Čut in Uši Susana. Kako se počutiš? Cel sposoben končno narediti nekaj konstruktivnega. Si pričakoval toliko glasov? Na tihem sem upal, ampak sem mislil, da bo večina folka zatajila, tako da so se precej izkazali, se jim še enkrat zahvaljujem. Suzana, kako se počutiš? Brez besed.
Si pričakovala, da boš prišla noter? Upala sem, se zahvaljujem vsem, ki so prišli in res hvala. Več ali manj sem delal tle od čiščenja, urejanja prostorov,